blagoslavlja in varuje. The Lord make his face shine upon you. Naj se svojim obrazom zazre k vam. Lift up his countenance upon you and give you peace. Naj vam da mir. Inti
Ti, Oče, da je to resnična beseda za Tvojo cerkev. Haleluja, to oznanjamo kot preroško besedo za krščanski center, za cerkev v Ljubljani in vsej Sloveniji. Haleluja, to je resnica, to je Tvoj resničen blagoslov. Lo trattavo in attiso di mettovi, da Cesina in ottovi, da venuti in panuti, che la trove lo stattavo in attiso, c'ero trovi, da Cesino in ottovi, da venuti in panuti. Najprisotnost pred tabo hodi in za tabo in s teboj je povsod okoli, znotraj tebe, on je s tabo, on je s tabo, in od jutra do večera, po prihodu in odhodu, v tvojem jogu in veselju. On je zate, 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 on je zate. Hočem, da vzamete roko so svojega soseda. I want you to sing this over them. Hočem, da pojete to. Bless us in the city. Bless us in the country. Blagoslovi nas v mestu, na deželi. Bless us when we rise. Bless us when we sit down. Blagoslovi nas, ko se dvignemo in ko sedemo. Bless us when we are coming and bless us when we are going. Blagoslovi nas, ko prihajamo in odhajamo. Lord, bless the work of our hands.
Blagoslovi naše delo. Oh, let everything that we do have blessing upon it. Vse, kar delamo, Gospod, The blagoslovi presence, svojo the prisotnost. presence of the Lord. La prisotnost, the top of holy. Večera o prihodu in odhodu v tvojem joku in veselju. On je zate, 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 on je zate. Shalom, shalom, shalom. Boží mír, Boží prisutnost. Hallelujah.
that come against sickness. All sickness and germs. Gone in the name of Jesus. Ne izgine vsa bolezen v imenu Jezus. Hallelujah. I've struggled this week with sickness. Let's take Ta authority, teden sem se church. borila z boleznijo. In the name of Jesus, we come against every physical V imenu weakness. Jezus prihajamo zoper vsako telesno Lord, šibkost. you are here and you are a healer. Gospod, ti si tukaj in ti si naš zdravnik. Lord, you took every sickness on your body on Ti si the cross. odnesel vsako bolezen na križ, Gospod. That by your stripes we could be healed. Da smo lahko po tvojih ranah ozdravljeni. Take authority over the enemy that fights against us. Vzemi avtoriteto nad In the name vsako of boleznijo v Jesus. imenu Jezus. Lord, let every cell of our body be well. Naj bo vsaka celica našega telesa ozdravljena. We receive what you paid for, Lord Mi Jesus. sprejemamo to, za kar si plačal, Jezus. Lord, you paid for healing. Ti si plačal za naše ozdravljenje. In the name of Jesus, we reach out. V imenu Say, I Jezus take it, Lord, right now se by faith. stegujemo in vzamemo, I sprejemamo po receive it, veri. Stripes, we are healed. By your stripes, we are healed. Po tvojih ranah smo ozdravljeni, Jezus. Lord, you paid for everything on the cross. Ti si plačal za vse na križu. Skin disease, you're on the cross. Vsakešno kožno obolenje si na križu. Heart disease, you're on the cross. Srčno obolenje je na križu. Joint problems, you are paid for on the cross. Vsako obolenje sklepov je na križu. Every problem of the nervous system, you were paid for on the cross. Vsako obolenje imunskega sistema je bilo plačano na križu. Every sin, that opens doors was paid for. There is no condemnation. Vsak greh, vsaka odprta vrata, vse je plačano na križu. Mercy, mercy, Ni mercy. obsodbe, milost, We speak milost. mercy over us. Mi govorimo, Mercy. izgovarjamo milost, milost. Mercy. Nič me ne loži od tebe, rešitelj duša moja. Nič me ne loži od tebe, tvoja ljubezen me ne zapusti. Nič me ne loči od tebe, rešitelj duša moja. Nič me ne loči od tebe, tvoja ljubezen me ne zapusti. Nič me ne loži od
nič me ne loči od tebe, rešitelj duše moje. Nič me ne loči od tebe, tvoja ljubezen me ne zapusti. All things new. Oh, hallelujah. Jesus, novo delaš vse. Novo delaš vse. Jezus, zdaj novo delaš vse. To pričakujemo. Jezus, zdaj novo delaš vse. Everything's new, everything's new. I know Delaš vse. right here and right now you're making things new. Novo delaš vse. Oh, hvala ti, hvala ti. Nič ne loči od tebe, rešitelj Duše moje. nič me ne loči od tebe, tvoja ljubezen me ne zapusti. Nič me ne loči od tebe, rešitelj duše moje. Nič me ne loči od tebe, tvoja ljubezen me ne zapusti. Haleluja, hvala ti. Hvala ti, Gospod. Say everything new, everything new. Haleluja, zahvaljujemo se ti, Gospod. Z vsem srcem se ti zahvaljujemo, da nas tvoja ljubezen ne zapusti, da je tvoj mir vedno z nami. Haleluja. Hvala ti za to novo življenje, ki si nam ga dal. Hvala ti za odpuščanje grehov. Haleluja, dajmo ti slavo in čast, Gospod, da si nas oprav krivde, očistil si nas sramote. Haleluja, oprav si nas bremena preteklosti. Haleluja, in zdaj se ti zahvaljujemo z vsem srcem. Zdaj se lahko veselimo v tvoji prisotnosti. Haleluja. Hvala ti, Gospod. Hvala ti, Gospod. Hvala ti, Gospod. In razglašamo pogumno, nič nas ne loči od tebe. Rečmo skupaj, nič nas ne loči od tebe, Gospod. Nič nas ne loči od tebe, Gospod. Ti si rešitelj moje duše. Ti si rešitelj moje duše. Ti si prelil svojo kri zame na križu. Ti si prelil kri zame na križu. In zdaj sem tvoj. In zdaj sem tvoj. Zdaj sem svoboden. Zdaj sem svoboden. Ker ti praviš, da sem svoboden. Ker ti praviš, da sem svoboden. Zdaj sem novo stvorjenje. Zdaj sem novo stvarjenje. Ker ti to praviš. Ker ti to praviš. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus. Haleluja. 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 Dajmo aplavz Gospodu. Hvala ti, Gospod. Hvala ti, Jezus. Haleluja. Dober je naš Bog. Dober je naš Bog. Haleluja.
Haleluja. Dajmo izreči dobrodošlico stotinam, ki morajo v tem času priti v Božje kraljestvo. Haleluja. Dobrodošel si. Jezus te resnično ljubi. Jezus te resnično ljubi. To ni samo zgodba, to ni samo mit. Jezus Kristus, Sin živega Boga, je prišel na zemljo, živel med nami kot človek pred 2000 leti. Človek kakor mi, ampak brez greha. In je vzel naš greh nase. Tudi ves tvoj greh je vzel nase. In je plačal kazen za ta greh. Zato, da ti lahko prejmeš odpuščanje vsega, kar si narobe naredil. In zato, da te ni več strah Boga na napačen način. Da ti ni treba več bežati pred Bogom. Ampak, da ga začneš klicati Oče. Da ga začneš klicati moj rešitelj. Ker je tvoj rešitelj. Kliči njegovo ime. Pokliči ga. Pokliči ga na pomoč. In boš izkusil njegovo prisotnost. Boš doživel njegovo usmiljenje. Boš doživel ta mir in veselje, ki je samo v Božji prisotnosti. Mogoče boš začel jokati, ampak to ni nič slabega. To je zaradi Božje ljubezni, ki se te dotika. Mogoče boš začutil Božji ogenj. Tudi to je zaradi Božje ljubezni, ki te objema. Tako da ne boj se, to ti Bog sam govori, ne boj se. Pridi k njemu. Začni se pogovarjati z njim. Haleluja. Dobrodošel v Božje kraljestvo. Hvala ti, Jezus. Haleluja. Dobroti Boga. In te bo tvoja milost me obdarja in vedno me svojih rokah drži. Od trenutka, ko zbudim se,
skozi vedno ti si omen. Poznam te kot očeta in kot prijatelja. Ja živim v dobroti Boga. Vse moje dni ti bil si vest. Vse moje dni tako mi dobar si. Ljubezen vsak boli, zavidaj te. Moje ime je Saša, tisti, ki me še ne poznate, ne vem, če je kdo. Ampak ja, na kratko, razne stiske v življenju so me pripeljale do odvisnosti od pornografije, od seksa, tudi z alkoholom, s cigareti sem imel kar izziv. Do trenutka, ko sem sedel v kleti za mizo, in je prišel Sveti Duh name, takrat sem v bistvu, jaz nisem verjel v Boga, sovražil sem cerkev in vse skupaj. Ampak tisti trenutek, ko je Sveti Duh prišel name, je bilo tako, kakor da ti oče da zaušnico. V trenutku sem vedel, da Bog obstaja in da je Bog Jezus Kristus in tukaj sploh ni bilo več nobenih vprašanj. Vedel sem samo to, da živim fejst narobe, da sem na napačni poti in imel sem veliko željo, da to popravim. In Bog me je odrešil v tistem trenutku, v tisti stotinki sekunde, me je odrešil vseh teh odvisnosti. S cigareti sem pol čez en mesec zaključil, ampak slava Bogu. Vedel sem tudi, da se moram poročiti, da ne moram živeti tako, kot so takrat živela s punco. Tako da so se še isto leto poročila in tudi dobila en tak čudovit, precej večji dom, kot so ga imela pred tem. Aleluja. Ja, na kratko. Bog je Hvala dober. Bogu. Wow. Bravo. Ampak danes, dajmo si pogledati 1. Mojsov 26. Haleluja. V deželi je nastala lakota, druga od tiste, ki je bila v Abrahamovih dneh. Zato je šel Izak filistejskemu kralju Abimelehu v Gerar. Gospod se mu je prikazal in rekel, ne hodi v Egipt, ostani v deželi, ki ti jo določim.
bivaj kot tujec v tej deželi, s teboj bom in te bom blagoslovil, kajti tebi in tvojemu potomstvu bom dal vse te dežele. Haleluja. Wow. Se pravi, vidimo Izak, Abraham, Izak in Jakob. To je, Bog je Bog Abrahama, Izaka, Jakoba in tvoj Bog. Amen. On je tvoj Bog. Haleluja. Zakaj? Ker on je dal v par poglavij nazaj, v Genezi 12 je dal Abrahamu obljubo, blagoslov. Je rekel, blagoslovil te bom. In ti boš blagoslovljen, toliko zelo boš blagoslovljen, da boš postal blagoslov vsem narodom. Haleluja. Lahko rečeš, to je zame. In ne vam povem, v Galačanom 3 piše, da smo mi njegovi potomci, Abrahamovi. In piše Galačanom 3:13, da je preklet, kdor visi na lesu, in Jezus je bil preklet. Zakaj? Zato, da smo mi blagoslovljeni. Haleluja. Amen. On je umrl zate, pa zame, da je odnesel najno prekletstvo na sebe. Zakaj? Zato, da sva mi dva blagoslovljena. Amen. In to nam je pa ful težko verjeti. Rajš se trudimo, rajš švicamo, rajš se matramo, rajš probamo zaslužiti, namesto da bi po veri sprejeli. Ker v Galačanom v 3. poglavju 13, to, kar sem povedal, če pa na koncu poglavja gledaš, pa piše, ta blagoslov Abrahamov je pa po veri v Kristusa prišel na nas, pogane. Amen. A verjameš danes v to? Aleluja. Verjameš, da si blagoslovljen? A verjameš, da ti nisi kar ena smet na zemlji? Da nisi ena napaka, ena posledica dveh ljudi na zadnjem sedežu avtomobila? Haleluja. Ti si več kot to, haleluja. Ti nisi odločitev enega človeka. Ti si več kot to. In da si se potem še z Jezusom srečal. Wow, jaz sem včeraj praznoval rojsten dan in pol me je gospa iz Črnomlja vprašala, kjer rojsten dan praznujem. Ta, ki sem iz maternice prišel, ali ta, ki sem Jezus prišel. In zdaj, če bi lahko tega drugega, pa da bi se mi to v telesu poznal, bi tega zbral. Ampak tako pa zberem oba, haleluja, ker je Bog skozi bil z mano. On je skozi mano, že prej sem ga sprejel. On že bil z mano, haleluja. In cerkev, jaz sem ful blagoslovljen. Amen. Zaradi Jezusa. Amen. Ker verjamem v Jezusa. Haleluja. Dajmo si to pogledati. Se pravi, v deželi je nastala lakota. To je lahko bi tako rekel, ful, imam slabe okoliščine. Karkoli delam, nič mi ne uspeva. Vse gre za nič. Ni važno, kva vse sem probal, še kar mi ne uspeva. To je v deželi, to je to, v deželi je lakota. In Izak je hotel iti v Egipt. Egipt je slika tega sveta. In Bog piše, Gospod se mu je prikazal in rekel, ne hodi v Egipt. On pride k njemu, pa mu govori, ne se nazaj vračati. Ne razmišljati, samo zato, ker ti zdaj nekaj cajta ne gre, pa zato, ker imaš zdaj nekaj problemov, ne deluje, nisem dosti dober, zgleda, mi ne bo uspel. Tam oni, naj kar naprej še verjamejo v krščanskem centru, meni se to več ne da. Jaz sem hodil vsak mesec v cerkev zadnjih 3 mesece in vidim, da ne deluje. Haleluja. Haleluja, haleluja. Ne hodi v Egipt. Ne se vračati v miselnost, razmišljanje tega sveta. Ne razmišljati negativno. Ne razmišljati, sej je vse skupaj brez veze. Ne biti ciničen. Amen. Bo če naprej, poln vere, pozitiven. Še naprej se veseli v Gospodu. Amen. Haleluja, ker še ni konc. Amen. Boste videli naprej v tej zgodbi. Sam zato, ker okoli tebe lakota, ne pomeni, da lahko obupaš. Amen. Sam zato, ker te noben ne mara, ker se noben s tabo ne strinja, ne pomeni, da je karkoli narobe s tabo. Amen.
Lahko da je glih zdaj vse prav s tabo. Amen. Lahko da glih zdaj si na pravi poti, ker si vse prijatelje izgubil, ko v bistvu sploh niso bili prijatelji. So bili samo sebični ljudje, ki tvoj prostor okupirajo, dokler imajo kakšno korist v tebe. Amen. Važno, da imaš Jezusa. Piše, da on je prijatelj, ki nam je bliže kot brat. On te nikoli ne bo zapustil, je vse skozi. On je skozi zainteresiran zate. A se kaj pogovarjate z Jezusom? A se kdo danes pogovarjal z Jezusom? Ne, resno vas sprašujem. Ker meni to ni kar avtomatično. Ker jaz včasih tako grem čez dan, pa opazim, da se sploh pogovarjal nisem z Jezusom. Ker sem mislil, da nima časa. Razumeš, da z Jezusom se vedno lahko pogovarjaš, ker sploh ne rabaš si čas rezervirati. Recimo, če bi se z mano rad pogovarjal, se moraš ful čas vzeti. In jaz si ga moram vzeti. In to so sami problemi. Z Jezusom pa samo usta odpreš, pa ga že imaš na liniji. Haleluja. Samo rečeš, Jezus, fulej, kva se mi dogaja, gor dol. Nekaj lakota okoli mene. In se boš takoj boš počutil. Zakaj? Ker boš takoj začutil, da nisi sam. Amen, da je on s tabo, haleluja. Takoj boš vedel, ker prvi korak je, da se na Jezusa obrneš. Če bi rad bil blagoslovljen, prvi korak, obrni se na Jezusa. Amen. On je alfa in omega. Ni važno, če je lakota okoli tebe, ti boš preživel. Ti boš preživel, haleluja. Sam drži se Jezusa, amen. Ker z njim boš uspel, haleluja. Ne ti povem, tako je v tebi, je večje od tega, ki je v svetu. Amen. V Janezovem pismu to piše. Zato pravim, ne se vračati v svet. Ne hoditi nazaj v svet. Ne razmišljati, koliko si prej razmišljal. Pozab. Lahko ti gre še bolj za nič, kot prej si Jezusa sprejel. Ampak razlika je to, da imaš zdaj Jezusa. Amen. To pomeni, da ti gre ful boljš. To je kar noč in dan. Z Jezusom, en človek pa Jezus, je večina. Tisoč ljudi brez Jezusa, si ti močnejši z Jezusom. Amen? Dajmo se to pogledati. Reči, to je moj čas, da uspevam. Jaz verjamem v blagoslov uspeha. Zato, ker motve to po veri deluje. Verjel boš in pol boš videl. Amen? In pol boš spet verjel in boš še več videl. In pol boš še več verjel in boš še več videl. Amen? In cilj je pa to, da smo čedalje bližje Jezusu. Amen? Da se mu čedalje bolj bližamo, da vidimo, da brez Jezusa nič ne deluje, z njim pa vse deluje. Amen? Z njim grem pa lahko čez lakoto, lahko grem čez neuspeh, lahko grem čez zavrženost, lahko grem čez vse. In v bistvu še bolj spoznaš Jezusa. Nekdo, ki mu gre ful dobro, ki ga imajo vsi radi, ki mu vse deluje, ne tako dobro poznal Jezusa, kakor če greš čez ful zavrženost, ful prezir, laži, probleme, neuspeh in si ohranil vero v Jezusa. Ker boš pol videl, koliko je Jezus močnejši od ljudi, koliko je Jezus močnejši od denarja, koliko je Jezus večji od vsake službe, koliko mi je Jezus bližji, kot vsak človek na zemlji, haleluja, koliko on deluje, tudi če jaz ne delujem. Amen? A ni da bez, da imamo Jezusa. Cerkev, jaz sem prvi dan, ko sem Jezusa sprejel, sem vedel, zdaj sem pa zmagal. Res. Sem bil star 20 let. Ampak, ko sem ga sprejel, sem rekel, jaz sem zmagal, haleluja. Jaz, če mi nič več ne uspe v življenju, jaz sem največ dosegel. Haleluja. Jaz sem ekonomijo študiral, prvi letnik. In sem prišel v Jezusu. In v prvem letniku sem rekel, poglej soseda na levi, poglej soseda na desni. Ne si pomagati med sabo, ker samo en od vas bo prišel v drugi letnik. To je rekel Bogomir Kovač, ki ful uči ekonomijo na RTV-u. On je bil naš učitelj za ne vem, kjer prej, neke osnove ekonomije. Rekel, to so osnove. To je osnova. In pa sem takoj liter ruma šel spit, ker sem bil toliko depresiven. Sem šel na čaj, v torbi sem imel pa še liter ruma, da sem noci točil. Pa še ta friend, ki sva bila oba čist iz sebe, kako je to mogoče, da to je ekonomija. In pol, hvala Bogu, je Jezus prišel.
In ko sem sprejel Jezusa, sem vedel, zdaj sem pa zmagal. Sem pa zmagal, haleluja. Jaz več zgubo ne bom v življenju. Tudi, če me zdaj ustrelijo, tudi, če ne vem. Karkoli se mi zgodi, jaz sem zmagal, haleluja. In še danes vidim, da je to res, haleluja. Nikoli nisem drugače verjel, kot tisti dan. A ni to noro, koliko je Bog močen, da v enem trenutku ti lahko vse razodane, ker še čez 80 let bo isto močno, kot pred 80 leti. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Jaz bi rad ful dolgo živel v cerkvi. Jaz bi rad živel, dokler Jezus ne pride. Haleluja. Zato, ker moramo toliko stvari zmagati. Ko v nebesih, mislim, tam nov izziva, haleluja, tam nov demonov, tam ne bo nič za premagati, nič za ustrajati. Jaz sem tam usedel na reaktivni motor in se bom pelil, haleluja, čez galaksije, sem dol vrgu sploh umreti na mogo, razumete? Te pa, ko polagam v vink, sem skozi tako malo paničen, lahko da bom umrl zdaj, lahko da bom preživel, haleluja. Lahko me kamera slika, bom spet brez zaspital. In je ful napet in je kar kriza. Ampak zdaj moramo zmagovati cerkev. Amen? Mi moramo zdaj zmagovati, haleluja. Bomo pol spali, pa uživali, pa se v džakuzih hvalili, žive vode bo tekle in haleluja. Z levom. A si predstavljaš, da boš v nebesih lahko leva zajahu? Wow, ej. Wow, noro, ej. A pa kakšen dinozaver, ej. Boš pa se po toboganu, po dinozavru dol spuščil. Haleluja, ej. Pa v reku življenja, vsuk. Haleluja. Not pa kit te pogoltne, haleluja, ej. Ti pa tam not pol klavir špilaš v njegovem trebuhu, haleluja. In vse ti gre, haleluja. Tam, jaz upam, da je kakšna električna kitara zame v nebesih, haleluja. Ker tle zadnjič sem enkrat špilil med, kaj ne vem, ker ste že, veliko vas je že šlo domov, pa je pa tle muska bila iz, krščansko musko smo rolali, pa sem pa se eno kitaro, pa sem zraven malo soliral, pa sem mislil, kako gre dobro mi, so se mi pa vsi tam smejali v kavarni, ker sem vse narobe igral. Ampak v nebesih se to ne bo zgodilo. Tam bom samo prave note špilil, haleluja. Ampak cerkev nebesa pustimo za kasneje, amen. Mi moramo ful stvari tle narediti, amen. Mi moramo tle ful sovražnikov premagati. Mi moramo celo reformacijo, mi moramo celo revolucijo narediti v Sloveniji, haleluja. Amen. Predstavljaj si, da v enem letu, v danes, si lahko toliko spremenjen, da te sploh ljudje ne prepoznali. Amen. A lahko to verjameš? Jaz verjamem za vsakega od nas, da lahko toliko v enem letu napredujemo, v vseh pogledih, da toliko nam gre lahko dobro z Jezusom, da se bo okoli nas ful dogajalo, haleluja. Da bo ljudje rekli, oj, kva se ti je zgodilo? A imaš še kaj zame, a imaš kaj viška, da bi še jaz, haleluja. Daj še meni malo, haleluja. Hvala ti, Jezus. Blagoslov uspeha, haleluja. Poglejte zdaj, se pravi rekel moj, ne hodi v Egipt. Ostani v deželi, ki ti jo določim. Wow, ej. Poglej si to foro. Bog mu pravi, ej, ne te hoditi, ja kam pa ne grem, ti bom že povedal, haleluja. Važno je sam najprej, da nisi šel tja. Amen. Včasih vse, kar lahko narediš, je sam, da ne narediš nekaj narobe. Si že zmagal. Amen. Že to, bod vesel, da si vsaj to naredil. Amen. Si nekaj naredil, kar ni narobe. Hvala ti, Jezus. Amen. Si lahko vesel, haleluja. In pol, kaj prav, deželo ti bom jaz določil. Se pravi, in jaz mislim, da to je največji čas testa, ker ne veš, kam bi šel, ker ne veš, kaj bi naredil, pa ne narediš narobe. Amen. Cerkev, to pomeni, da mi dva sploh ne raba odgovora. Nama ni treba sploh vedeti, kva morava delati v vsakem trenutku, ampak je dober sam, da se drživa Jezusa. Amen. In v pravem času nama bo on povedal. Amen. Mi skozi težimo ljudem, da morajo vse vedeti. Kva te je Bog poklical, kaj moraš delati. Prej, važno, da poznaš Jezusa. Amen. Tebi sploh ni treba vse vedeti. Važno, da Jezusa poznaš, ko on vse ve. Amen.
Kdor ima Jezusa, ima življenje. Kdor nima Jezusa, nima življenja. In pa sem se spomnil na alfa tečaj, ki je Niki Gamble govoril, da v eni galeriji na aukciji je bilo milijonsko vrednost v slikah. In pol so vsi bidali za sliko, kdo da več, kdo da več, kdo da več. Mislim, so razmišljali. In pol, ko ta človek je umrl, je imel celo kolekcijo. Ampak imel je pa eno sliko, ne svoje mame ali neko brezvezno sliko. In v dediščini, v oporoki je napisal, kdor kup to sliko, bo dobil vse druge slike. Wow, se pravi, kdor bo najcenejšo sliko, najbolj brezvezno sliko kupil, bo vse uneta hude slike dobil gratis. Wow. In zakaj? Ker mu je bila toliko vredna. In to Sveto pismo pravi, kdor ima Jezusa, ima življenje. Prav, če imaš Jezusa, ti niti ni treba nič drugega vedeti, ker te bo on v pravem času vodil. Amen? Važno, da imaš Jezusa in pomaš vse, haleluja. Poglej zdaj naprej. Zdaj smo šele 2 vrstici prebrali, ker sem rekel, da bomo šli čez ta poglavje ima 34 vrstic. Upam, da imate spalne vreče s sabo, haleluja. Ker za jesti imamo še, za jesti imamo. Ker imamo mikrovalovko, imamo zmrzovalnik, tako da tudi recesijo lahko preživimo, vsaj ne 2 meseca, haleluja. Če si bomo lepo delili med sabo. Ok, in pol naprej mu prav, bivaj kot tujec v tej deželi. Wow, to pa ni tako simpel. A si se kdaj počutil kot tujec med svojimi frendi, med svojimi sodelavci, med sošolci, med vrstniki? Kolikokrat se jaz počutim kot tujec? Ko nekam prijem, pa vsi narobe razmišljajo. Amen? To je čuden, je tako? In si kot tujec, dokler enega ne srečaš, ker je na novo rojen. Bivaj, 3. vrstica, kot tujec v deželi, s teboj bom in te bom blagoslovil. Wow, blagoslov je večji, kot vsi drugi frendi okoli nas. Amen? Blagoslov je večji od avta, od plače, od vsega, kar imaš. Blagoslov je večji. Amen? Kaj ti tebi in tvojemu potomstvu bom dal vse te dežele. Aleluja, wow. Ti petujc, lakota je. Bog mu ne pusti tu v Egipt, tam, ko so že zbrali hrano. Sam bod z mano, lej. Ko si blagoslovljen, vse to je tvoje, vse ti bom dal, sam bod z mano. Amen? A bomo še malo zdržali cerkev? A bomo še verjeli Jezusu? Glej zdaj naprej. Izpolnil bom prisego, ki sem jo dal tvojemu očetu Abrahamu. Namnožil bom tvoje potomce, da jih bo, kolikor je zvezd na nebu. Tvojemu potomstvu bom dal vse te dežele in s tvojim zarodom se bodo blagoslavljali vsi narodi zemlje. Zato, ker je Abraham poslušal moj glas in izpolnjeval, kar sem mu ukazal, moje zapovedi, zakone in postave. Wow, se pravi, Izak, čigar oče je sprejel obljubo, čigar oče je hodil z Bogom, bo zdaj avtomatično blagoslovljen. Ne ti povem, Jakob naprej za njim avtomatično blagoslovljen. In Galačanom 3, midva avtomatično blagoslovljena. Po veri, ker je Jezus izpolnil vse zakone za naju. Amen? Dajmo en aplavz Jezusu. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus. Haleluja. On je bil poslušan vse do smrti na križu. Zakaj? Da si ti blagoslovljen. Da ti nehaš vicati in da začneš verjeti. Haleluja. Amen? Da daš svojo vero v njega. Haleluja. Imaš vse druge slike. Poglej zdaj to. Wow, ful hit smo se prebili čez 3 vrstice, zdaj smo že v 6. Izak je torej ostal v Gerarju. Ko so ga možje tega kraja vprašali o njegovi ženi, se je zlagal, da je njegova sestra. Vam je to kaj znano? Kdo je isto delal? Abraham, njegov oče. Se pravi, ne dela to, kar so tvoji očeti delali. Amen? Dajmo samo dobre stvari uponašati, ne slabe. Amen? Ko vidiš nekaj slabega, ne to uponašati. In hvala Bogu, kralj je to opazil in
je zapovedal, da se noben ne sme njegove žene dotakniti. Gremo 12. vrstico. Izak je sejal v tej deželi. Se pravi, on je sejal v deželi, kjer je lakota, v deželi, kjer nič ne uspeva. On ni šel v Egipt pa sejati, on ni šel v Ameriko, on ni šel v Nemčijo, on ni šel v Švico, on je v Sloveniji sejal, haleluja. Amen. On ni pobegnil nekam na lepš, ampak je uporabil moč semena, haleluja. Amen. A imaš kakšno seme v svojem življenju? Ne ti povem, da si prerojen, piše, po semenu Božje besede. Si postal na novo rojen, po nepropadljivem semenu Božje besede. Drugo seme, ki imaš, je, da je tvoj Bog, je Bog Abrahama, Izaka in Jakoba. Amen. To je seme, v katerem si ti noter. V njem so blagoslovljeni vsi rodovi na zemlji. Ne piše, ko bo pa Jezus prišel, bo pa konc blagoslova in bo samo še duhovni blagoslov. Ker to so mene učili. Ker sem jaz to prvič bral v cerkvi. Jaz sem bil 1 let spreobrnen. Ker sem jaz bral Galačanom 3. Pa jaz sem znoril. Jaz pa za burek nisem imel, ko sem to bral. Razumete? Jaz sem pa živel v eni majhni sobci. In sem bral, kaj? Abrahamov blagoslov je na mene. Kaj je to? Sploh nisem vedel, kdo je Abraham. Sem rekel, ampak to se dobro sliši. Zihar ni bil en klošar, tako kot jaz. Ker če ne bi v njem pisal. Tako. In sem šel gledati, šel Staro zvezo in videl, wow, človek je imel ful materialnih stvari, ful je bil blagoslovljen, karkoli dela, wow. Pol sem šel pa Izaka brati, naprej. Jaz sem pa celo Biblijo prebral, ker mi je bilo toliko fascinantno. In sem pa videl, wow, lega Izaka je. Tip nima pojma, v lakoti je, njegov fotor je blagoslovljen, on sam zato, ko je njegov sin, je ful blagoslovljen. Se je, wow, to sem jaz, tej. Haleluja. In cerko, jaz sem naenkrat sem to prosperiral. In kad sem to prebral, da je dal seme, sem rekel, jaz bom dal pol vsega, kar imam. In pol, ko mi je dal čokolado, sem pol čokolade prelomil, pa sem jo razdelil tam med druge ljudi. Kjerkoli denar sem dobil, sem kar pol sem dal naprej. In pol sem naenkrat, sem toliko prosperiral, da so me začeli sprašovati, kva je z mano. In sem rekel, fant, jaz imam ful bogatega očeta. Rekel, res? A prej ga nisi imel? Prej nisem vedel, da ga imam. Ga nisem poznal, ker sem govoril o nebeškem očetu, razumete? In pa sem mi začel razlagati, kaj sem odkril v Svetem pismu. In so me začeli učiti, da to ne deluje. Kako ne deluje, če ste opazili, da deluje? Amen? Kako te bo eno učil, da nekaj ne deluje, če ti živiš to? Amen? Če se manifestira beseda, haleluja, če jo verjameš, haleluja. Glej zdaj to. Je pa res, da ne deluje, če ne verjameš. Je pa res. Moraš verjeti, če hočeš, da Božja beseda deluje. Glej to je. Izak je sejal v tej deželi. Se pravi, nima veze, kje si. Veze ima seme, amen? Veze ima, da imaš ti nekaj več, haleluja. Veze ima, da boš ti zdaj, in ena od stvari, ki je seme, prerojen si po semenu česa? Božje besede. Se pravi, in kje je zdaj Božja beseda? V tvojem srcu in v tvojih ustih, haleluja, amen? Zato piše, najedel se boš od sadu svojih ustnic. Smrt in življenje sta v oblasti jezika. Kdor ga uporablja, bo jedel njegov sad. Se pravi, govor prosperitetu. Govor uspeh, ko ti gre vse narobe, reči, jaz sem Božji sin. Amen? Ne reči, jaz sem klošar, reči, jaz sem blagoslovljen, haleluja. In pol še unih zadnjih 10 evrov, ko imaš jih, daj naprej. Vsaj 5. Amen? Ker piše, Bog daje seme sejalcu. Če si čist brez semena, je zato, ker nisi sejal. Pejt na fehti vsaj za eno seme na čopovi, pa začni sejati, haleluja. Jaz sem včasih fehtil za flašo vina. In to ful hit na fehtaš, če piješ en starček ali pa kaj tazga. Ampak kva bi pa za Boga, pa ne bi nič naredil. Jaz, ko sem bil v Braziliji, sem bil fasciniran. Ljudje pečejo biskvite, pečejo štrudel, ali karkoli že tam delajo, pa ga na ulici prodajo, pa tam ljudje iz cerkve, ki imajo nek projekt, vsi se aktivirajo. Noben ne reče, ful sem
klošar, jaz ne morem, jaz kum elektriko plačujem. Znajce, haleluja. Vpraš Boga, kjer seme imam v roki. Amen? Nekaj nared, haleluja. Amen? Dej posej, haleluja. Vsak ima nekaj, kar lahko da, haleluja. Amen? Posejal je, haleluja. Jaz dostkrat, ko sem bil tako malo bolj v krizi, sem rekel, Bog, kaj ne vem. Skoraj vedno mi je rekel, kaj ne dam, koliko ne dam, komu ne dam. Glih kontra, kar bi jaz pričakoval. Zakaj? Ker Bog, ko ti pravi, daj, je zato, da ti on lahko da nazaj. Ker ve, da seme bo rodilo sad. Poglej si za to. Isto leto je pridelal 100 tero. Wow, isto leto je 100-krat dobil nazaj. Wow. V puščavi, a razumete, cerkev, če okoli nas ful kriza, ful puščava, to sam pomeni, da bo tvoje seme 100-krat bolj uspešno. Ker noben drug ne more sejati, ker si noben drug ne upa sejati, ker noben drug ni toliko neumen kot ti, da bo sejal v puščavi. Amen? To pomeni, da boš samo ti uspel in lahko uspeš 100-krat več. Kakor če je lepa dežela. Wow, a ste zdaj kar je bolj veseli, da smo v Sloveniji? Aleluja. Jaz sem zaračunal, da en Slovenc, ki ga Hevsov pripeljamo, je vreden 30,000 Brazilcev. To sem zaračunal, glede na populacijo dežele. En Slovenc je 30,000 Brazilcev. Zato, ker njih je toliko veliko. Amen? A razumete, vsak človek je isto vreden. Sam govorim tako, po redkosti. Razumete, če bi bil, ker zlata je ne vem koliko, ampak ga ni veliko. Zlata ni 1000 trilijonov ton na svetu. Če ne bi bil toliko vreden, kot blato tam na cesti. Je pa ful malo, cerkev, mi smo redkost. Amen? Haleluja. Reci svojemu sosedu, ti si ful vreden. Haleluja. A se kaj boš zdaj vidite po tej pridigi? A lahko še nadaljujemo ali imate dosti zdaj? Poln kufr sedaj. Gremo še malo dar. Hvala ti, Darej, hvala ti. Ful sem se bal, da še rekel, dosti boj. Haleluja. Ker danes je ful fajn, danes lahko ful sprejemamo, ker nas ni veliko. Prejšnji teden je bilo ful gužva, zdaj bo pa vse za nas. Amen? Ker samo mi, ki smo ta pravi, smo prišli nazaj spet. Haleluja. Ja, vse druge so tudi tukaj. Ok, zdaj pogledajte, wow. 100-krat. Wow, mislim, mene je to fascinantno. 100 tero v istem letu. A verjameš, da si ti lahko do konca tega leta 100-krat vse pomnoži? A je kdo tak fanatik tle not? Bravo sem šel. Cerkev, jaz sem zadnjič se pelil tlele okoli Ljubljane. Prejšnji teden sem se vozil in sem razmišljal, a vidite, koliko smo zdaj stol dol? Ker prejšnji teden res, stolov je začel zmanjkvati in potem sem jaz začel moliti in sem rekel, Jezus, kva če bi mi kupili hotel Placa v Ljubljani? Haleluja, radi sem bil Placa. Zdaj sem vas pa zgubil, sem vedel. To Bože ne bi govoril, sam pač, jaz dosti riskiram. In sem se vozil tle, okoli BTC in gledam ta Radisson Blu, a veste, kjer hotel je to? On tak črn, tak ogromen, pa ene cevi ima srebrne okoli. In sam še ta znak manjka gor, Jezus srček te, sam še ta znak manjka. In sem tako razmišljal, zato, ker je bila polna cerkev, razumete? Sem pa razmišljal, zakaj bi zdaj Bogu verjeli, za kakšne vrste plac. In sem tako pomislil, hotel, Placa, haleluja. In noben mu sploh ne bi povedal, da je to cerkev. Folk ne bi vedel, sam mi bi vedeli. In bi imeli tam lepo
v konferenčnih sobah. Najboljše sobe bi imeli zase, haleluja. In pa bi lahko ful ljudi zaposlili, Biblijo v vsako sobo, dal bi jim terapijo, ozdravljenja, osvobojenja, haleluja, svetovanja. Recimo, namesto da na Vranskem delaš masaže, kaj te bi tam imela krščansko muziko, cel tim. Haleluja. A si predstavljate to? Da folk sploh ne bi vedel, da je v cerkvi. Oni bi prišli v ful v Božjo prisotnost. V vsaki sobi bi bil gumb, a boš imel slavljenje, a boš imel krščanski hip-hop, ali bi rad Božjo besedo poslušal, ali bi rad zaspal v meditativnih zvokih Božje besede. Haleluja. Lahko bi imeli tematske sobe, a boš v času Davida, Abrahama, ali boš bolj Jezusovih učencev, ali bi rad spal v sobi, ki so ful zgodovina prebujena v današnjih dneh. Haleluja. Amen. Ne vem pa, če sam razmišljam. A ni škoda denarja, da bi kupili eno zgradbo za cerkev? Meni se to zdi škoda denarja. Zakaj ne bi raje hotel kupili? Ker pa imamo in cerkev in ljudi not, haleluja. Amen? Amen? Pa še vsak mesec služimo denar. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Jaz upam, da se mi Bog ne smeje zdaj. Hvala ti, Jezus. Ne vem pač, sam cerkev, zakaj bi živeli za brez veze? Ne vem pač. Meni se ne zdi vreden živeti, sam da me račune plačeval. A tebi je to kakšno v življenju, da si kredit odplačal, wow, nov avto si skupil, wow, a nov telefon imaš, pa ti si car, le kako si oblečen, wow, a take ploščice imaš v kopalnici, le ta tvoj stol kašen je, kako se premika, a na Tajsko si šel, tam si bil all inclusive v hotelu ali kaj, wow, s palčkom si jedel, wow. To če smem. To pa res škoda cajta. Cerko mi moramo nekaj več narediti, hotel placa, ne vem pač. Sam primer, haleluja. Amen. Moramo nekaj več verjeti Bogu, haleluja. Razumete, če že verjamemo, dajmo velike stvari verjeti, haleluja. A imam prav, haleluja. Če je rekel, če imaš vero, ko gorčično zrno, reč gori, naj se vrže v morje. Zakaj bi pol govoril z isto vero tam enemu kamenčku, naj se za 2 centimetra premakne? Boš pol ful vesel. Raj goro premakne, če je isti, itak je ista vera, razumeš? Če že moraš živeti na zemlji teh 80, 90, največ 120 let, pol dajmo vsaj nek džumbus tle narediti. Amen? Za Jezusa, haleluja. Dajmo hudiču malo glavobola povzročati, haleluja. Ne ga ful skrbi, kva bo s tabo, ko se boš zbudil. Kva boš danes ušpičil, haleluja. Koliko si danes odštekan se zbudil? Kakšne nesreče mu boš povzročil, pa glavobole? Koga vse boš odrešil, pa napadil z evangelijom, haleluja. Zakaj vse boš Bogu verjel, pa iz nebes puf dol potegnil, haleluja. Celo placo, buh. Jaz verjamem, haleluja. 100 terov, cerkev. V istem letu 100 terov. Tako ga je Gospod blagoslovil. Amen? Zato se skozi pogovarja z Jezusom. Skozi, haleluja. Danes, lahko se zdaj začneš, med pridigo, ti se z Jezusom pogovarja. Jaz bom vedel, da nisi nor. Ker jaz isto delam, haleluja. Jaz skozi nekaj govorim. Sam ne govorim samo o sebi, ampak se pogovarjam z Jezusom. Amen. Lahko se z Jezusom pogovarja, skozi. Amen. Jaz, če sem med drugimi ljudmi, se v mislih z njim pogovarjam. Če sem sam pa, v avtu se imam najboljši. Ko lahko poslušam Slovenije, lahko se z njim pogovarjam, pa noben ne misli, da sem nor. Haleluja. Cerkev, zakaj? Bog ga je blagoslovil. Amen. Bodimo ful bliz Boga. Cerkev, če mi rabimo Boga, samo zato, da bomo ozdravljeni, odrešeni, da bo naša družina happy. To je ful nizek nivo. Da sam rabaš Boga, da tvoje prošnje uslišuje. To je ful nizek nivo. A se strinjate z mano? Ne vem, pol je on, jaz sem včeraj, prvič sem bil v kazinu v Sloveniji včeraj, ker sem WC rabil, pa ga ni bilo druge, pa sem šel v kazino na WC.
ful nobel, kaj je to zrihtano vse. Spomnim se, da so v Kazini toliko napredovali. Ful, to je res, to je wow, vse nekaj se premika digitalno, vse živo. Mislim, ful, not pa folk, ful zasvojen. Hudič jih ima tako, res. Hudič je tako, okoli mezinca. Ful je tehniko razvil, da jih še bolj. Ampak cerkev, jaz sem razmišljal, če je Jezus tak, da samo nekaj pritiskaš, da bo vam prišlo, to je kak kazino. Zdaj mi to, zdaj mi tisto, zdaj mi tret. Ting, ting, ting. O, ni deloval, dajmo še enkrat, dajmo probati to molitev. Gremo še na ta seminar. Cerkev, on je oseba. Dajmo se družiti z njim, pogovarjaj se z njim. Amen? Ni cilj, da si ozdravljen, cilj je, da si bližji njega. Haleluja. Amen, da ga danes bolj poznamo kot včeraj. Jaz sem ful lačen, še bližje biti Jezusu. Haleluja. Jaz poznam Jezusa, ampak zelo malo cerkev. Jaz tako ne poznam Jezusa ful. Poznam ga nekaj, ampak ne pa zdaj ful. Ker je on toliko večji, haleluja. On je toliko boljši, kot jaz lahko sanjam. A verjamete to? Ker ti moraš vedeti, bližje, kam mu boš prišel, bolj boš blagoslovljen, haleluja. Bolj boš poln ljubezni, bolj boš poln blagoslova, bolj boš močen, bolj boš pogumen, bolj boš samozavesten v Jezusu. Bolj boš izpraznen vsake obsodbe, vsake krivde, vsakega strahu in vseh skrbi. Ko on je toliko dober, cerkev, da sploh ne moreš, ti sploh skrbeti ne moreš pa biti z njim. Ker on toliko dober. Ti ne moreš, mi dva bolj ka njega spoznavava, manj skrbiva, ker veva, da on skrbi za naju. In veva, če bi zdaj začela skrbeti, bi ga ful užalila. Amen? Če bi zdaj začela hoditi v strahu, bi pol užala njega, a pol on ni močen ali kaj, pol on ni zmožen ali kaj, da nič naredi, če mi dva zdaj skrbiva, pa no je strah, a mi dva se zdaj zavrženo počuta, to pomeni, da naj on nima rad ali kaj. To pomeni, da nama je človek bolj pomemben od njega, če sva zavržena s to, ker naj je človek zavrgel. Razumete, to je cilj, da smo če dalje. Se pravi, on je 100krat je posejal, enkrat je posejal, 100krat je požel. Zakaj? Ker ga je Bog blagoslovil. Haleluja. Amen, ker je hodil z Bogom. Haleluja. 13. Mož je obogatel in potem še in še bogatel. Tako, da je bil silno omogočen. Imel je črede, drobnice, goveda in veliko služabnikov. Zaradi tega so mu bili Filistejci nevoščljivi. Vse vodnjake, ki so jih izkopali hlapci njegovega očeta v Abrahamovih dneh, so Filistejci zasuli in jih napolnili s prstjo. Abimeleh je rekel Izaku, pojdi od nas, kaj ti premogočen si postal za nas. Izak je šel od tam, postavil šotor v Gerajski dolini in tam prebival. Dal je spet izkopati vodnjake, ki so jih izkopali v dneh njegovega očeta Abrahama. Pa so jih Filistejci po Abrahamovi smrti zasuli. Dal jim je tista imena, s katerimi jih je poimenoval njegov oče. Izakovi hlapci so kopali v dolini in tam našli vodnjak žive vode. Gerarski pastiri pa so se začeli prepirati z Izakovimi pastiri in rekli, voda je naša. Zato Izak studenec imenoval Esek, ker so se z njim prepirali. In kaj je zdaj naredil? Se pravi, pazite, on je vse vodnjake, ki njemu pripadajo, ki jih je njegov oče izkopal, ki so mu jih Filistejci zasuli, on odkopal in so mu jih spet zasuli. In izgnali so ga iz dežele, poln kufr so ga imeli, preveč je bil bogat, preveč vplivan in so ga izgnali. In gre naprej in najde spet, čim izkopili prvi vodnjak, spet živa voda. Oni mu to ukradejo, prav, halo, to je naše. A ni to kriza, ko nekaj ful narediš, ful ti uspe, pa ti vse ukradejo. Jaz sem to doživel, ne samo enkrat. Ampak
Pač smo zdaj. Jaz sem srečal enega človeka, ki sem mu pričeval in pol je razlagal, kako sem mu nekaj ukradali in v poslu in gor in dol. In pa sem rekel, dej, odpusti to, pojdi naprej, Bog ima zate plan, bla, 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 preber si to knjigo, resnična narava Boga, ali kaj sem mu dal. In pa sem ga srečal čez 4 leta. Sem rekel, kva, si kaj bral knjigo? Ja, sam veš, meni so ful ukradli to. Sem rekel, kva, a ti si še zdaj v uni zgodbi? A še zdaj si nisi v tam premaknil, človek, hej. Razumeš, ne dovolj, da ti sovražnik ukrade neki in te pol drži na tisti točki. Karkoli so ti ukradli, pozab. Pozab, ker je to samo seme za nekaj več. Amen? A razumeš, da sovražnik ti ne more toliko ukrasti, kolikor te Bog lahko blagoslovi. A razumeš, da kaj je tat najden, more 7-krat povrniti in to je na nebeškem sodišču. Cerkev nam so ukradli cel prostor za zgradbo, za cerkev, haleluja. Mogoče zato nas zdaj čaka placa, ne pa ona ista zgradba. Amen. Ker tisti plac takrat je bil vreden 1 200 000, zdaj je vreden ful več. Ko Bog gleda, koliko je zdaj vreden, ne koliko je bil takrat. Ker moramo današnje cene gledati. In če bi to pomnožil, recimo, da zdaj bi bil vreden kakšnih 6 milijonov, pa to krat 7 smo že na 42. Zdaj smo pa že bližji placi. Amen? Jaz ne vem, koliko je vredna, a kdo od vas ve? Probite zvedeti, pa mi povejte, da bo imel neko cifro, da lahko verjamem. Ampak 42, to je pa že lepa cifra. Amen? A lahko kdo verjame do konca leta za 42? Kdo je rekel amen? Kdo je rekel amen? Haleluja, Gorenka, haleluja. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus. Amen. Hvala ti, Jezus. To se pa že splača živeti za 42. Amen? A splača to? Haleluja, cerkev, mi rabimo nekaj več, da gremo nekam. Amen? Ne moramo se v krogu vrteti. Haleluja. Ne moramo verjeti Bogu, da bomo iz tega prostora šli v en drug prostor, ko bomo spet najemnino plačevali, pa bo 10 stolov več kot le. Brez veze. Amen? Vem, da ste ful navdušeni. To je dobro, to je dobro. To daje ful več vere vse skupaj. Še več goriva, haleluja, v vizijo, da pol lahko tečemo s tem. Haleluja. Ok. Ker podoben kot Gideon, Bog mu pravi, mogočni junak, on pravi, kva, jaz, kje, kdo? In pa mu Bog pravi, haleluja, vidim, da si ful navdušen, pejte v te moči, zdaj naprej pa vse premagi. Bog res pacaj. Mi bi rekel, Gideon, pa kva je s tabo, ti loser, daj reč amen, ne pa, jaz sem najmanjši. Gideon pravi, Bog, jaz sem najmanjši, lej, bla, 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 Bog sem, bla, bla. Bog pravi, kulej, ja, pejte, bravo, Gideon. Zmagal boš, haleluja, v te moči, ki si zdaj, to bo dost, haleluja. Odštekana ni, čisto odštekan. To je čisto odštekan film, haleluja. Bog nas pogleda, pravi, to je to, tam una Gorenka, ta je rekel amen. Dobre, to pa mislim, da bo dost. Pa Sveti Duh pravi, po moje, da bo čisto vredno. Una placa, le koliko je majhna, to bo že krščanski center vladu, haleluja. Haleluja. Boštjanu itak dol čas, to računovodstvo, on samo tam ene 3 številke vrti, brez veze. Dajmo malo več ognja, haleluja. Hvala ti, Jezus. Pogledajte zdaj to. Se pravi, izgnali so ga iz dežele. Vodnake so mu nazaj zasuli. Vse odkopil od Abrahama, kar mu pripada, vse mu zasujejo. Gre naprej, pošteno naredi nov biznis, spet mu ga zasujejo. In kaj zdaj on naredi? Izaku se utrga, znori in pravi, Bog, če bi ti bil z mano, da se to ne bi dogajalo. Ne, ni to rekel, haleluja, ni to rekel. Poglejte, kaj je Izak naredil. To je pa 21. vrstica. Izkopali so drug vodnjak. Amen. A je to dobra strategija? Si vse zgubil, začni spet. Amen. Vse si ti ukradel, nima veze, začni nov biznis.
Hvala Bogu, si se rešil, oni so te rešili tistega. Amen. Nisi več odgovoren za unov tak, nared novega. Amen. Haleluja. Se ne samo enkrat najdu vode. Amen. Bog ti bo dal spet novo vodo. Haleluja. Amen. Krat 7 so ti pa še dolžni. Amen. Tako da, haleluja, hvala vam, Raiffeisen Leasing, Tomi in vsi ostali, ki ste nam ukrali prostor, ki zdaj dobimo 7-krat nazaj, plus obresti. Amen. Plus obresti. Haleluja. Amen. Karkoli ti kdo ukradil, bod hvaležen. Bog se jim zahvališ, haleluja. Piši, me hvala. Ful ste me rešili bremen in zraven ste me pa še porinali v 7-krat večji blagoslov. Hvala. Amen. A je kdo komu, a je tukaj od vas tukaj, ki ste, a vam je kdo kdaj kaj ukradil? In a ni to full bad feeling? Zdaj je lahko dober. Amen. Nared ga v dober feeling. Amen. Konvertiri ga na nebeškem sodišču v 7-krat večji blagoslov. Haleluja. Kako? Ja, po veri. Haleluja. Amen. Verjem. Če verjamaš, bo deloval. Haleluja. Izkopal je drug vodnjak. Pa tudi zaradi tega so se sprli, zato mu je dal ime Sitna. In to ni bila njegova žena, no, tako mislim. Premaknil se je od tam in je skopal drug vodnjak. Wow, ta tip je res faca, a ni? Amen? Gre en biznis mu ukradel, gre drug biznis mu ukradel, vse očetovi biznis mu ukradel. Kaj on naredi? Gre pa še enega naredi. Amen? A je to idealna strategija? Wow, amen? Vsi v cerkvi so rekli, pa ta idiot, a se ni nič naučil. 12 biznisov od fotra so mu ukradel, pa jih je spet šel rešiti, pa so mu jih spet ukradli, pa so ga znali, so mu zdaj spet še enega ukradli, pa ta človek se ni nikoli naučil, spet so mu že drug posel ukradli, pa se bo tak kdaj naučil. Ne bo, ker ne razmišlja tako kot ti. Amen, razmišlja tako kot Bog, amen, in gre naprej in ve, da ga noben ne more ustaviti, ker hodi z Bogom, amen. In ve, da haleluja, da je Bog z njim, da je blagoslovljen in da je Bog rekel, jaz sem prisegel, da boš blagoslovljen. Vse dežele so tvoje, amen. Cerkev, mi imamo obljubo, amen. Mi nismo odvisni od ekonomije tega sveta, ampak od semena, ki ga sejemo v puščavi, haleluja, amen. Od svoje vere, ki jo vložimo v to, haleluja, amen. Od svojega jezika, ki ga uporabljamo, amen. Od svojega stila življenja, ki se bližamo Jezusu, haleluja. In zdaj prav, wow, dal a kdo ve, v kateri vrstici smo? 22. Aha, 22. Aha, tam smo imeli sitno. Jesek, sitna. Premaknil se od tam in izkopal drug vodnjak. Zanj pa se niso prepirali. Wow. Razumeš, ti moraš biti bolj vztrajen, kot hudič. Ti moraš biti bolj vztrajen, kot tvoji sovražniki. Spem, haleluja, če smo mi da ustrajna, vsi najni sovražniki bojo obupali. Amen? Oni se bojo zmatrali, ker bo vedeli, kar ko nama naredil, mi dva spet ustanemo. Haleluja. A je kdo kdaj gledal Rokija, ki se ful boksa? Vas si že krval, zgleda, da ga bo na urgenco pelal. Pa spet. 1, 2, 3, 9 sekund, on spet. In zmaga na koncu. Haleluja. Zakaj? Ker je pač ustrajen. Ko bo spet ostal, se bo privlekel gor. Haleluja. 22. Wow. Wow. Rekel je resnično, zdaj nam je Gospod razširil prostor, da lahko rastemo v deželi. Wow. A razumeš, da mi uspemo v cerkvu, da bomo še 20-krat padali, da še 10-krat nam nauke uspeli. Sami se ne bomo ustavili, amen? Gremo naprej. Zakaj? Ker imamo vizijo, imamo plan, amen? Vemo, da smo blagoslovljeni, amen? Vemo, da nas Bog kliče. Vemo, da je blagoslov taka bogati, trud pa nič ne pridene, amen? Vemo, da karkoli so nam ukradili, zahtevamo 7-krat nazaj, amen? In zdaj poglej, od tam je šel v Beršebo, Gospod pa se mu je prikazal tisto noč. Kaj je to the best? Kaj je hotel iti v Egipt,
pride Bog do njega. Ko uspe, spet pride Bog do njega. A vidite to povezavo z Bogom? A vidite, koliko je to ful pomembno, da se pogovarjamo z Jezusom? Jaz sem Bog tvojega očeta Abrahama, nikar se ne boj, kajti jaz sem s teboj. Blagoslovil te bom in pomnožil tvoje potomstvo zaradi tvojega služabnika Abrahama. Tam je Izak postavil oltar in klical Gospodovo ime. Razpel je svoj šotor in Izakovi hlapci so tam izkopali vodnjak. In pol je še naprej kopal vodnjake v uspevu, bil blagoslovljen, haleluja. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Oče. Hvala ti, Jezus. Amen. A kdo bi rad uspel? Veste pa, mi moramo uspeti, cerkev. Mi nismo na zemlji, da ne bi uspevali. Če ti ne uspeš, Bog ne dobi slave. Grejo vse njegove obljube, grejo v krsto skupaj s tabo. Mi nimamo druga opcija, kot da uspeva, cerkev. Na kateremkoli področju, oziroma na vseh področjih. Karkoli delaš, Bog je zainteresiran za tvoj uspeh. Zakaj? Ker si njegova slika na zemlji. Ko ljudje vidijo tebe, on hoče, da njega vidijo. Amen? Če si ti vas brez vere, pa razumeš, lahko si brez denarja, to ni katastrofa. Sam ne smeš biti brez vere. Amen? Ne smeš biti obupan, depresiven, zvezan, mučen. Božje kraljestvo je pravičnost. To pomeni odnos z Jezusom. Jezus je na prvem mestu, to je pravičnost. Pravičnost pomeni pravilni odnos. Se pravi, da ti je Jezus na prvem mestu, da verjameš v njega. Drugič, mir. Amen. Božje kraljestvo. Se pravi, lahko je cela vojna okoli tebe, ti pa spiš mirno v čolnu, nevihta, še malo bom zadremal, ful mi pašejo te strele in te udarci, haleluja. In radost, haleluja. Amen. Če si izgubil radost, je nekaj hudo narobe. Potem je hudič prevaril. In si začel se sam matrati, pa gledati v napačne stvari, pa razmišljati, kva vse je narobe s tabo, kva vse. Cel fokus gubiš. Cerkev, če mi gledamo na Jezusa, bo skozi radost. Amen. Ker Jezus je radosten, haleluja. On je mir, on je pravičen, haleluja. Amen. Božje kraljestvo, haleluja. Oče, hvala ti za uspeh. Hvala ti, da smo tvoji sinovi in hčere. Haleluja. Haleluja, 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 haleluja. Haleluja, 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 haleluja. Haleluja, Jezus. Slavimo te. Slava, 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 slava. Haleluja. Tvoje ime nad vsemi imeni in mi smo v tebi. Skupaj s Kristusom smo posajeni v nebeških prostorih, haleluja, na njegovem prestolu, haleluja. Z Jezusom vladamo nad vsako stisko, tegobo, nad vsemi okoliščinami okoli nas. Oče, molim, da ne živimo po občutih, ne po tem, kar gledamo, ne po tem, kar imamo na računu, ne po tem, kako nas drugi gledajo, ampak da se gledamo tako, kot nas ti vidiš. Svoje kralje in duhovnike, Božje sinove, haleluja. Jezus, ti nas imaš tukaj v Sloveniji z namenom, haleluja. Mi smo tukaj tvoji izbranci, tvoje posode, tvoji otroci, da prinesemo tvoje kraljestvo v ta narod, haleluja. Haleluja. Gledamo čez vse stiske, čez vse stvari, gledamo na cilj, tečemo po nagrado, ki nas čaka od zgoraj. Tečemo do visokega klica Boga v Jezusu Kristusu. Haleluja. Oče, danes pokaž vsakemu, haleluja. In pokaž nam vsem skupaj malo več svoje vizije, haleluja. Jaz hočemo malo več videti in odstraniti stvari, ki nas ovirajo v te tekme. Oče, fokusiri nas zdaj. Bolj na to, kar si ti planiral za nas in manj na stvari, ki nam ne grejo tako dobro. Če v imenu Jezusa. Molim, da ne gledamo
na velikost svojih problemov, na velikost svojih sovražnikov, pa na velikost svojega blagoslova. Da smo blagoslovljeni v Kristusu. Da karkoli delamo, nam uspeva. To je naša dediščina v Kristusu. Aleluja. Vse premagujemo v njem, ki nam daje moč. Jezus, aleluja. Odpri nam oči, da te bolj spoznamo, aleluja. Da vidimo tebe in sebe v tebi, aleluja. Ne bo izostrena naša identiteta v Kristusu. Da vemo, haleluja, da nas nič ne bo ločilo od tebe. Da tvoj plan prevlada, da je blagoslov večji od prekletstva. Da ni stvari, ki nam je kdo ukradel, ki nam ne bi ti veliko več povrnil nazaj, haleluja. Oče, da ni stvari, ki smo jo izgubili po svoji neumnosti, da nam je tvoja milost ne bi pomnožila. Hvala ti, Oče. Hvala ti, Oče, da uspevamo, ko hodimo s tabo. Hvala ti, Jezus, da naša vera, prečiščena čez preizkušnje, je bolj dragocena kot zlato. Hvala ti, Jezus. Molim, da ko nas gledaš zdajle dol, Oče, ko gledaš na nas tukaj v tem prostoru, Oče, da najdeš vero v nas, da vidiš v nas seme, da vidiš v nas svojega sina, da vidiš v nas prihodnost, ki se more manifestirati, haleluja. V imenu Jezusa. Haleluja, Oče, mi gledamo na te, Jezus, začetnika in dovršitelja svoje vere. Mi ti verjamemo za to leto zdaj pred nami. Haleluja, za več uspeha, za več prodora, za večje zmage, za več razodetja Jezusa. O, haleluja, 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 več, 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 haleluja, več tebe, Jezus, več v imenu Jezusa. Povečuj nas bolj in bolj, ne se vpliv Božjega kraljestva povečuje bolj in bolj. V imenu Jezusa. Hvala ti, Jezus. Tvoji zvesti služabniki, krščanski center. Aleluja. Jaz sem nekaj ljubezensko pismo Bogu napisal. Voščilnico iz. Amen. Aleluja. Upam, da sem koga ohrabril. Bodite blagosloveni, uživajte z Jezusom. Zavedite se, da ste ful blagoslov. Amen. Ne glede na to, kaj imaš, kaj nimaš, ti si ful velik blagoslov. Amen.